Ko je ogroženo tvoje življenje, te ne obvaruje nobeno drugo prisilno sredstvo. Tako je včerajšnje streljanje policistov, v katerem je življenje izgubil 25-letni moški, pojasnil generalni direktor policije. Šlo naj bi za moškega, ki je pred 2 letoma z noži že grozil na Bavarskem dvoru. Gre za izjemno tragičen dogodek, pravi direktor policije. Pretreseni so tudi policisti, ki so posredovali, nudili jim bodo psihosocialno pomoč. So ravnali pravilno, bi lahko ukrepali drugače. Lara Miklavčič. Po tragičnem dogodku danes generalni direktor policije ga želim in izrekam globoko opravičilo in pa obžalovanje svojcem in pa posameznikom, ki so izgubili svojega najbližjega. In da je dogodek pretresel tudi policiste, ki so bili na kraju, in njihove kolege. Kot karierni policist se zavedam, da so policisti v tej situaciji izjemno čustveno prizadeti. Tu na Fužinah, na mestu, kjer je včeraj oseba izgubila življenje, danes gori sveča. Ali bi policija lahko ukrepala drugače, so se danes spraševali mimoidoči. Nevarno so bili tudi policaji, ampak lahko bi kako drugače, da ga ne bi glih ubili. Vsi so imeli tudi ono pištolo, a ne ono meštroma, ne? Vse bi ga lahko izumil. Ne vemo, kdo je, kakšni so motivi. Gotovo je pa policija ukrepala tako, da ni mogla drugače. Lahko bi ga drugačne opozorili, ne da se je smrtjo končala. Po dosedaj zbranih podatkih policije je oseba začela napadati policiste takoj ob njihovem prihodu. Policisti so jo opozarjali, so jo ukazovali, so jo pojasnjevali, da bodo uporabljena prisilna sredstva, če z napadom ne bo prenehala. Vendar, ker jim ni ostalo po zdaj zbranih obvestilih nič drugega, so morali uporabiti strelno orožje z namenom, da so zavarovali svoje lastna življenja. Policist sme namreč strelno orožje uporabiti le, če drugače ne more odvrniti protipravnega napada, ki ogroža življenje njega ali drugih. Uporabi ga lahko tudi za preprečitev, da bi oseba z že pripravljenim orožjem, eksplozivom ali drugim nevarnim predmetom ogrozila življenje ljudi. In če okoliščine glede na varnost to dopuščajo, mora osebo prej opozoriti z ukazom "Stoj, policija, streljal bom" in z opozorilnim strelom. Seveda imamo pravilo, da poskušamo osebo onemogočiti v bistvu v nevitalne dele, da dejansko poskušamo prvo onesposobiti. Več strelov je bilo, nadaljnja preiskava pokazala, kam so bili prvi streli in pa kaj je bilo nadaljevano. Ta trenutek, drugi dan, je to že dejansko prehudo in pa prehitro govoriti. Ali so policisti ravnali pravilno, bodo pojasnili tudi posnetki telesnih kamer.